Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema, podcastu na spletnem portalu domovina.je. V zadnjih dneh sta se zgodila dva napada medvedke na človeka, oba v občini Škofljica, na žensko in 1 uro predtem še na eno osebo, o čemer bomo danes govorili s predsednikom Lovske zveze Slovenije, gospodom Alojzom Kovšco, nekdanjim predsednikom Državnega sveta, tudi kandidatom na državnozborskih volitvah pred 3 leti za poslanca, ne takrat na listi Povežimo Slovenijo, svojo stranko GAS, če se to spominjamo, potem Združeno konkretno. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Govorila bo pa tudi o napovedanem odstrelu medvedov. 206 naj bi jih odvzeli iz narave, če tako rečeva, pa so se seveda oglasile okoljevarstvene organizacije, ki to ponovno poskušajo preprečiti. Imeli smo pred leti več napadov na zveri, tudi na drobnico. Do vsega tega bova še prišla, ampak začniva najprej z eno vašo oceno. Zdaj niste več v politiki, je zgodba za vas? Politika je še vedno z menoj. Tudi je za vas zgodba zaključena od tistih državnozborskih volitev naprej? Da. Odločil sem se, da ne bom več kandidiral. Mislim, da je 15 let v državnem svetu dovolj, dal sem vse od sebe. Čas je za nove generacije, za ljudi z novimi idejami. Ko ti enkrat volivci pokažejo pot k izhodu, mislim, da ni smiselno početi to, kar počnejo nekateri. Mi imamo zdaj veliko kompostiranih in recikliranih novih starih obrazov. Sam se ne vštevam to kategorijo, posebej zaradi tega, ker znam še kaj drugega v življenju početi in poskrbeti za sebe in za družino. Nisem s popkovino vezan na politiko, nisem življenjsko odvisen od nje in to pač dokazujem tudi zdaj na Lovski zvezi Slovenije. Sem se kar lepo našel v tej vlogi in kar je lov moj edini hobi poleg dela, sem združil prijetno s koristnim. No, rezultat bomo videli čez dobri 2 leti pa pol, ko zaključim mandat, če bodo lovci zadovoljni. Nastopili ste ga lani januarja, čeprav razumem. Ja, 15. januarja sem prevzel dolžnosti, drugače izvoljen sem bil pa 22. decembra predlansko leto, ravno na dan bivše JLA. No, prej ste rekli, da so volivci pokazali pot. Ostal je vendarle enak priokus, da bi tisti projekt Povežimo Slovenijo lahko končal v parlamentu, da ni veliko izmanjkalo, da če bi se malce drugače vse skupaj sestavilo, bi šlo morda z Aleksandro Pivec, morda z kom drugim kot vodilnim obrazom na soočenih. A je vam ostal grenak priokus, da v bistvu ni veliko zmanjkalo? Morda tudi zaradi tiste visoke udeležbe, da niste prišli takrat v parlament. Grenak priokus je predvsem zaradi tega, ker je ekipa, s katero sem sodeloval, imela nek dogovor, kako bomo to počeli, kako se bomo pojavljali na volitvah. Potem je bil ta dogovor zaradi posameznikov prekršen. Naredili smo nekatere napake, kot frontmeni so se pojavljali ljudje, ki so s seboj nosili recimo temu neko politično prtljago iz preteklosti. Govorite o gospodu Počivalšku? In gospodu Podobniku. Jaz vedno govorim brez dlake na jeziku in če povem, da smo volitve izgubili zaradi njunega pojavljanja v javnosti, potem to tudi resno mislim in to so moji občutki. Kar zadeva pa Aleksandro Pivec, sem jo poskušal večkrat nagovoriti, da bi sodelovala z nami, ampak na podlagi nekih rezultatov anket je bila prepričana, da lahko uspe sama. Takrat mi je tudi zatrdila, da teče na dolge steze, tudi če ne pride tokrat v parlament, bo pač naslednjič. Jaz sem bil mnenja, da male stranke se lahko pojavijo na volitvah enkrat do dvakrat, potem pa se ta možnost zapre. Nihče namreč ne voli luzerjev. Malo so nam tudi pomagali nasprotniki in spomnim se ravno nekega soočenja na Pop TV-ju, kjer so me potem tisti, ki me poznajo, opozarjali, da je bil moj glas čisto drugačne barve, baje, da so bile tehnične motnje. Mnogo stvari se je dogajalo, za katere se danes pravzaprav čudim, kako so šle skozi. Recimo, če pogledamo sam dan volitev, razglasitev rezultatov, naš rezultat je zlagoma rastel. Potem se pa na neki točki kar naenkrat ustavil in stranka Levica je kar naenkrat dobivala vse več glasov. Ker so prišli glasovi iz mest, to je bila ocena. Ja, to je bila ocena, ampak jaz
Pač danes razmišljamo o vsem tem in se mi zdijo vse te stvari zelo čudne. Ko bodo naslednje volitve na vrsti, bom zelo pozorno spremljal, kaj kažejo ankete javnega mnenja in si bom potem ustvaril svoj vtis o tem, če bo spet kakšno presenečenje, ker ta presenečenja postajajo prepogosta. Gospod Kovšca, ko ravno se spominjava, ko ste omenili naslednje volitve, zdaj smo zakorakali že skoraj v volilno leto, zadnje leto mandata Golobove vlade. V teh dneh praznujejo 3. obletnico. Na tiskovni konferenci precej samohvale, kako so naredili preboj, kako so prepričani v še en mandat, ker delajo dobro za ljudi, da so sprejeli zgodovinske reforme. Zdaj, človek se vpraša, a živijo ti ljudje v vzporedni realnosti. Kako pa vi vidite? No, jaz bi tako rekel, če pogledamo ekipo, ki jo je Golob zbral in z nje sestavil vlado, so to sami reciklirani politiki, ki so že od volivcev dobili rdečo luč, tako kot sem jo dobil tudi jaz. Za pričakovati je bilo, da ta ekipa najprej ne bo ubrana in seveda, da ne bo uspešna, ker so imeli že vsi svoje možnosti, ki jih niso izkoristili, tudi kot predsedniki vlad. Rezultat me je pa še bolj razočaral, kot sem pričakoval, da bom razočaran. Namreč Golobova vlada je slovensko politično sceno do konca radikalizirala. Do konca jo je polarizirala. V bistvu bi lahko rekel, da je skupni rezultat te Golobove vlade ideološki boj proti nasprotnikom in nič drugega. Od vsega obljubljenega je bilo realiziranega zelo malo. Slovenci bomo to trpeli še kar nekaj časa. Recimo v zunanji politiki se dogajajo takšni spodrsljaji, ki nas porivajo na obrobje Evropske unije, nas izrivajo iz zavezništva NATO, postavljajo pod vprašaj kredibilnost slovenske politike. Pravzaprav zdaj že nihče več ne razume, na kateri strani smo. Oglašajo se naši politiki takrat, ko ni treba, ko Slovenija ne more vplivati na nič. So pa tiho takrat, ko bi lahko kaj postorili in se mi zdi, da je ta vlada, to je pa čisto moja osebna ocena, najslabša vlada, kar jih je imela Republika Slovenija doslej. Pa ko govoriva o gospodarstvu in o davkih, vi ste podjetnik, če se ne motim urar. V kakšni klimi je zdaj delati podjetnikom, gospodarstvenikom? Tako iz osebne izkušnje. Kako vam je vlada recimo osebno zagrenila življenje s temi davki? Ja, eno je, kako podjetniki zaznavajo sedanjo situacijo, drugo je pa, kakšno situacijo podjetniki pričakujejo v prihodnje. In to drugo je bolj nevarno. A veste, počasi se ustvarja vtis, da se bo ta zgodba ponovila. In če podjetnik živi in dela v krizi in vidi na koncu izhod iz te krize, bo še vztrajal. Če pa ljudje izgubijo upanje, da se bo kdaj kaj spremenilo, se začnejo ozirati najprej čez mejo. Kakšni so pogoji tam? Potem se začne siva ekonomija, ker noben pameten ne bo vplačeval v javno blagajno za to, da bodo to trošili tisti, ki praktično ne dajo temu narodu in tej državi nobene koristi. Mi imamo zdaj neko hiperfinanciranje nevladnih organizacij, tudi njihov pomen raste, vse z enim ciljem, da se pripravi en volilni blok za naslednje leto, ko bodo volitve. In podjetniki vidijo, da je to lahko že vnaprej izgubljena bitka in to predvsem obrtnike stimulira k temu, da se izmikajo plačilu davkov, da optimizirajo svoje davke in da iščejo druge načine. Oziroma počasi se bomo začeli seliti v tujino. Ampak to je predlagal zdaj celo premier Robert Golob. Kako ste razumeli te njegove ideje, naj se ljudje preselijo na Hrvaško? Politično nezrelo. Z vidika, da ti ljudje potem ne bodo davko plačevali v Sloveniji. Od kje bo pobirala? No, predsedniku Golobu lahko očitamo predvsem aroganco. On nastopa vedno z nekega podja vzvišenosti, kjer ima on vedno in vse prav, kjer je vse v redu in dobro, samo butalci tega ne vidijo. Ta njegov sarkastični poziv, če komu kaj ni všeč, pa ne pobere šila in kopita, pa gre, bo na koncu priletel kot bumerang. Mogoče bodo tudi njemu rekli, če ti kaj ni všeč, lahko pobereš šila in kopita in greš. Veste, ljudem, ki polnijo javne blagajne, ljudem, ki ustvarjajo delovna mesta,
Ljudem, ki s svojim kapitalom jamčijo za to, kar počnejo, reči, če ti kaj ni všeč, se pa poberi, dolžen si nam dati tok, kako boš to zaslužil, nas pa ne zanima. To je pa že malo preveč tudi za take, ki imajo obile potrpljenja. Enkrat ga zmanjka. Predvsej zgražanja sem videl na socialnih omrežjih, ko zdaj glas povzdigujejo recimo v klubu slovenskih podjetnikov, ki ga vodi gospod Pečečnik, ne, češ, sej Robert Golob je vse to napovedoval pred volitvami, pa ste ga tudi vi podpirali. Mu tiho držali štango. Ne. Veste, podjetniki se vedno obnašajo oportuno. Tisti, ki dvigne glavo in pred volitvami podpre kakšno izmed strank, ki potem ne zmaga, plača ceno. Ena prav značilnost Republike Slovenije je, da gospodarstvo v zelo, zelo veliki meri odvisno od države. Država je vedno največji investitor. Vsi vemo, da se razpise dobiva tako, če si naš, če nisi jih pač ne. In podjetniki se tega zavedajo. Vedno bodo ostali v defenzivi in vedno bodo podprli tistega na koncu, za katerega so prepričani, da bo zmagal. Ne nazadnje njihovo premoženje in uspešnost odvisno od tega. Ko enkrat postaviš take razmere v državi, da so vsi tiho zaradi ljubega kruhka, potem je ta država sama po sebi na poti v avtokracijo. Delavci volijo stranke, ki jim obljubljajo socialne transferje, pa teh transferjev ne bi potrebovali, če bi imeli normalno državo, normalne plače, normalne obremenitve plač. Podjetniki zopet molčijo zato, ker vedo, da ne bodo dobili posla, pa jih, kot sem rekel, že je država glavni investitor. In to je en začaran krog, ki se vedno regenerira. Lahko se menjajo novi obrazi, kmalu tudi to ne bo več potrebno, ker je apatija tako velika, da če bo ta ekipa še enkrat vodila državo, bodo ljudje pogruntali, da se itak nič ne spremeni in bojo izgubili vso voljo. Če pogledava recimo vaše podjetje osebno, kakšne težave so vam nastale v tem mandatu, v teh višjih davkov, če so recimo še en davek se uvaja, davek za dolgotrajno oskrbo, pa nihče sploh ne ve, za kam bo denar šel. Veste, mi delujemo tako, da poslujemo na ulico. Ljudje prihajajo skozi vrata, prinesejo ure v popravilo in ko so popravljene in ko imajo denar za plačilo popravila, jih odnesejo. Prvo, kar začutiš v neugodnih pogojih, je to, da veliko ur ostane v popravilu in jih nihče ne dvigne, čeprav so obveščeni, kar pomeni, da ljudje preprosto nimajo denarja. Drugo je, da kupujejo cenejše ure. In ko to začutiš, začutiš seveda na koncu meseca, ko je potrebno poravnati vse obveznosti. Pa vidiš, da delaš, da je delo opravljeno in kasa pa ni. No in to je tisto, kar mi najbolj začutimo. Druga stvar je pa, da se s temi, jaz bom rekel, nepotrebnimi ukrepi, kot je evidentiranje delovnega časa, pa še kaj podobnega. Kakor da bi se ščitilo delavce, v bistvu se pa samo poveča administriranje. Mislim, da ta vlada ne more biti uspešna na gospodarskem področju, ker v njej preprosto ni nobenega gospodarstvenika. Jaz doktorja Goloba spoštujem kot človeka z akademskim nazivom, ampak eno je gospodariti na trgu, drugo je pa iz državnih jasli v monopolno državno podjetje in potem praviti, kako si uspešen. Me zanima, kako bi bil uspešen, če bi moral preživeti vsak dan na trgu pod pogoji, pod kakršnimi delajo moji obrtniki. Vi ste imeli gospodarsko stranko, zdaj ste ustanavljali neke vrste vaša naslednica, če tako rečeva, vsaj nekako zasleduje enake cilje. Ne? Marko Lotrič, v bistvu tudi vaš politični naslednik v državnem svetu, ne? Predsednik državnega sveta, stranka Fokus, ne bi bila gospodarska stranka. Menite, da je vaš naslednik lahko uspešen, ankete mu ne kažejo ravno dobro, zakaj recimo takšne interesne stranke ne privabijo večjega števila glasov? No, razlika med Markom Lotričem in menoj je, da je Marko Lotrič veliko bolj aktiven na terenu. Očitno si je že ob samem nastopu mandata v državnem svetu zastavil cilj, da bo s politično potjo nadaljeval in to v izvršni veji oblasti. Jaz nikoli nisem imel tega motiva.
Jaz sem preprosto gledal samo mandat, do konca mandata sem želel oddelati vlogo predsednika državnega sveta najbolj učinkovito za državo in za državni svet. Marko je tu bolj sistematičen, kot sem bil jaz. Mislim pa, da še niso vse karte na mizi. Zaradi tega, ker, kot sem že rekel, podjetniki so zadnji, ki se odločajo. Če bo Lotričevi stranki uspela povezava še s katero izmed strank in če podjetniki tu zaznajo, da bi se znal pokaditi beli in ne črni dim, mu bo podpora kar naenkrat narasla. Tu je Nova Slovenija, ki tradicionalno zagovarja podjetništvo. Ne? Tu je konec koncev SDS, ne? Ki ima svoj ekonomski oziroma strokovni svet, ne? Kjer je zdaj Zdravko Počivalšek zadolžen za gospodarstvo. Ne? Se pravi, opozicija vsaka ponuja ljudem rešitev. Ne? Bistveno je, kdaj se bo Marko Lotrič odločil za združevanje in povezovanje. Ne sme se ne prehitro, ne prepozno. Časa je še dovolj, jaz mislim, da lahko postori še veliko. Jaz s simpatijami gledam na njegovo delo, tudi na sestavo stranke. Potrebuje Slovenija takšno stranko? Bolj kot Sahara potrebuje vodo. Zaradi tega, ker enkrat se moramo izviti iz primeža ideoloških delitev na tiste, ki pravijo, da levi pa to niso, in tiste, ki pravijo desni, pa tudi to niso. Ampak zdaj politika, ko jo gledate takole strani, ne, se zdi, da v bistvu se samo še polarizira, ne, da se v bistvu zdaj vse vrti okrog dveh največjih parlamentarnih strank, ki ne bi se očitno do volitev samo krepili, če ne bo neke alternative Robertu Golobu. Ja, to je v interesu obeh večjih strank. Polarizacija. Ker polarizacija pravzaprav zamegli pogled volivcev. Si ali njihov, ali si naš. To je deviza, s katero te stranke vedno uspevajo na volitvah. V bistvu se z obeh centrov moči, na levi in na desni, trudijo markirati, označiti. Tako kot psiček markira vogal, se trudijo označiti posamezne majhne stranke. S tem jih že izključijo iz možnosti, da bi jih volili tisti iz nasprotnega ideološkega pola, tudi če so zmerni. In potem, ko si enkrat uvrščen, nimaš več nobene možnosti, kot sodelovati s tistim, kateremu te prepisujejo, in to se zavedajo, tako na levi kot na desni strani. V Sloveniji je pravzaprav zelo nenavadno, da nobena majhna stranka ne uspe prodreti. Ne uspe pa zaradi konkurence na svoji strani, ki je po mojem mnenju nelojalna konkurenca, in seveda zaradi nasprotovanja na drugi strani. Tisti, ki bo našel formulo, da ga ne bodo uspeli pripisati nekomu kot satelita in ki se bo res izkazal kot samostojnega, pa uspel zbrati dovolj moči, da vstopi v parlament, bo ne glede na volilni izid, tudi če samo prestopi parlamentarni prag, igral eno izmed najpomembnejših vlog. Veste, ko bo ljudje enkrat zaznali, da je ena majhna stranka, ki vstopi v parlament in ima neke sveže ideje in je vstopila tja sama, bo ta stranka samo rasla skozi celo mandatno obdobje. Poglejte stranko Levica. Stranka Levica praktično dominira na politični sceni. Zakaj? Zaradi tega, ker brez nje trenutno ne morejo. Zdaj pa se računa, ne, da bi naslednja takšna stranka pa lahko bila Resnica. Ne? Ja, reciklaža je vedno dobrodošla. Nekateri to zelo dobro razumejo in imajo na zalogi vedno nove obraze. Potem se pa pred volitvami odločajo. Če se spomnite, v času, ko je kandidiral še Igor Šoltes, je pa Miroslav Cerar. Takrat je bil na zalogi kar nekaj obrazov, izveden je bil medijski eksperiment in tistemu, ki je najbolj kazalo, je bil potem izbran za nadaljevanje naloge. Ljudje to preprosto ne zaznajo, ne razberejo tega. Ljudje mislijo, da obstajajo mesije, rešitelji, politiki, ki niso politiki, to so neki strokovnjaki, ki so neobremenjeni, se nikoli niso ukvarjali s politiko. Vrhunski menedžeri in zdaj bojo rešili Slovenijo. Najbolj političen je apolitični politik. To je tisti, ki so ga drugi politični mogotci izbrali zato, da neomadeževan prikoraka na oblast in izvaja to, kar so mu seveda naložili za popotnico. Politika je obrt, posebna obrt. Ne morete pričakovati od nekoga, ki se nikoli ni ukvarjal s politiko, da bo uspešen ali pa da jo bo izvajal samostojno.
Jaz bi to volivcem rad enkrat dopovedal, pa da bi enkrat razumeli. Človek, ki pride brez svoje ekipe, ki jo ni gradil nekaj let, ki nima političnih izkušenj, ne vlada. On je marioneta. Vladajo tisti, ki so ga do tu pripeljali. In verjeti, da bo zdaj kar iz nekega pepela ustala ptica Feniks, novi obraz, vrhunski sposobnež, samo zasledovati je treba njegovo življenjsko pot. Kolikokrat v karieri je imel polom, pa se je pobral, pa znova uspel. Če je takšen, je uspešen. Če pa nikoli ni doživel poloma in je šla njegova pot vedno strmo navzgor, predvsem skozi državna ali od države sponzorirana podjetja, ni podjetnik. To je nekdo, ki so ga izbrali zato, da je korakal po varni poti, brez kakršnega koli tveganja, z vsemi podporami in se ni imel časa prekaliti. Tudi ni imel treba. Ko govorijo o tem predsedniku vlade, je pred časom že pritisnil na kmetijsko ministrico v nekaterih zakonih, ki so bili naklonjeni morda tudi uravnavanju populacije določenih živali. Spomniva se, da je premierjeva partnerka sama želela recimo preprečiti odstrel nutri in je uspela. V Ljubljani. Pa smo imeli tudi primer Goloba, ko je sam želel ukazati, da se seveda ne sme narediti odstrela medvedov. Politika se zdi, da se je zdaj tudi okrog tega odstrela medvedov, ki je načrtovan strani, lahko rečemo, neodvisne institucije, kar bi po mojem Zavod za gozdove moral biti, se je razdelila na tiste, ki so za odstrel in tiste, ki so proti. Zakaj je tudi to po vaše ideološko vprašanje? Takoj, ko se politika zaplete v neke, recimo temu, ponavljajoče vzorce, ki prinašajo slabo podobo, izumi novo bojišče. In to bojišče je praktično za narod, za državo bolj malo pomembno. In da se mu veliko težo in se potem s pomočjo medijev mobilizira javnost okrog problema, ki pravzaprav ni tako velik problem, ampak se ga kot problem ustvari. Zaščita posameznih živalskih vrst, od pingvinov na Antarktiki, do medvedov pri nas, do volkov, je odlično politično vprašanje. Odlično, zaradi tega, ker vedno lahko najdeš nekoga, ki mu očitaš, da je krvolok, da ni za naravo, da razmišlja samo komercialno in ga ožigosaš in potem, ko imaš nekaj takih točk, na katerih lahko nasprotniku prilepiš negativno etiketo, si praktično že na pol poti do volilne zmage. Ljudi prepričati, da je nekaj, kar dejansko ni pomembno za preživetje naroda in države, izjemno pomembno in tu znaš dobro vklopiti človeška čustva, je odlično politično orodje. Ampak grozno pa se sliši, gospod Kovšca, 206 medvedov moramo odstraniti iz narave. Seveda, do te situacije je prišlo ne kar tako čez noč, ampak je prišlo zaradi tega, ker smo medvede, recimo temu po domače, po slovensko, šparali. Kadarkoli je stroka rekla, da je medvedov preveč in da bodo sledili neljubi dogodki, da si medvedje medsebojno konkurirajo za prostor in konkurirajo si tudi z drugimi zvermi in vse jedi, da prehranska zmožnost v prostoru, v katerem mi in medvedje živimo, ni zadostna za to število medvedov. Vsakič, ko je prišlo do situacije, da je treba zmanjšati število, so se oglasili, jaz ne bom rekel naravovarstveniki, ker oni to niso, oglasili so se aktivisti. In vsakič znova so prestavili odstrel medvedov. Če jih letos nismo odstrelili 100, se jih bo 100 več naslednje leto parilo. In če govorimo o 50 samcih, 50 samicah, bomo imeli 50 medvedov več naslednje leto. Preveč, že na to številko. In če se ta situacija ponavlja iz leta v leto in ne zmanjšujemo populacije medvedov na vzdržno raven, potem pa pridemo do nekega leta, kjer se zgodijo pa napadi. In to se je zgodilo letos spet. In to se je zgodilo letos. Minister je imel pravzaprav srečo, da je prisluhnil stroki in je odredil odstrel 206 medvedov na podlagi znanstvenih, neizpodbitnih znanstvenih. Ta odločitev je bila sprejeta pred temi odmevnimi napadi. Seveda, ta odločitev je bila sprejeta prej.
Sprejeta je bila pa na podlagi raziskav. Lovci smo, da bodo ljudje natančno vedeli, zakaj gre, zbirali medvedje iztrebke. In na podlagi mitohondrijske genetske analize smo ugotavljali, koliko medvedov je te kakce pravzaprav pustilo v naravi. Tako da je neizpodbitno dokazano, da je število medvedov, ki ni ocenjeno, ampak je prešteto, takšno kot je. Potem smo pa pogledali, kje smo mi to. Ja, zdaj govorimo o tem, da je nekje 800-850 medvedov po najbolj konzervativnih ocenah. Dejstvo pa je, da mi nismo mogli, lovci smo to zbirali, dejstvo je, da mi nismo mogli najti prav vseh iztrebkov, prav vseh medvedov. Slovenska teritorija je ogromna, lovcev nas je pa 20,000. In koliko ta številka lahko pa vaše varira? No, govori se od nekje, možnost napake od 600 do 1000. Ne? 1000? Ja, lahko je tudi 1000 medvedov. Zdaj minister imel srečo, ker je upošteval stroko in je to odločbo že pripravil lansko leto, letos jo je pa izdal, ker so bila opažanja medvedov v naravi zelo visoka. Drugo, kmetje so tudi začeli groziti, da bo prišlo do upora, če se število zveri ne bo zmanjšalo. In minister je ravnal preudarno. Upošteval je stroko, predvidel je posledice, izdal je odločbo. Tisti dan, ko je bila odločba izdana, so se pojavili zopet aktivisti in grozili, da jo bodo sodno ustavili. To so že poskušali in na sodišču izgubili. In zopet so hoteli poskusiti. In jaz sem tako izrekel, pred 2-3 dnevi sem izrekel, da se to ne bo dobro končalo. In naslednji dan, po tej moji izjavi, se to ni dobro končalo. Ja, vi ste kritizirali so vas zaradi vaše izjave, ne? Ja, rekli so, da uporabljam sovražni govor do medvedov, da... Ker ste rekli, da medved je človeka. Seveda. In bom tudi ponovil. Izjava je vzeta iz konteksta, ampak bom ponovil. Kako ste jo pa mislili? Medved, človek ni na meniju medveda. Medvedje se človeka pravzaprav bojijo. Ampak situacije, ki so jih že doživeli nekje po svetu, je, ko je preveliko število medvedov in mi imamo zdaj preveliko število medvedov, preveliko število volkov, preveliko število šakalov. V nekem trenutku bo gozd prazen. In v tistem trenutku se bodo te živali približale bivališčem in v tistem trenutku bo lahko prišlo tudi do tega, da bo človek na meniju. Medved človeka ne je samo zaradi enega razloga. Zaradi tega, ker se ga boji. Ker se mu umika. Ti napadi so pravzaprav izhod v sili za medveda. Medvedje se bolj bojijo drug drugega, kot se bojijo človeka. In močnejši medvedje zasedajo večji prostor v bolj mirnih delih gozda. Odrivajo od sebe manjše medvede. Ti odrivajo še manjše. In vsi skupaj odrivajo pa samice. Medved recimo je samotar. Vse medvedke so matere samohranilke. V zelo težki situaciji so, če imajo 2 medvedka. V tem času zdaj, ko medvedki že prosto vandrajo z njimi po naravi, so tudi njihove prehrambene potrebe veliko večje. Medvedka mora skrbeti, da ima mladiče pri sebi, mora skrbeti, da se dovolj prehrani in da jim mladičev odrasli medvedje ne pokončajo. Medved namreč brez usmiljenja pokonča mladiče, potomce drugega medveda, svoje lastne pa odžene od samice, zato da bi se ta ponovno parila. In medvedke se tem medvedom, ki bi se radi parili, izogibajo. In zato prihajajo v bližino naselij. Drugi razlog je, da če mi vsak vikend pečemo čevapčiče v hiši, ki je na samem robu gozda, je to vabilo živalim. Pa moramo se zavedati, da če živali imajo dovolj hrane, vabila ne sprejmejo. Če pa hrane ni dovolj, in to se zdaj dogaja, pa sprejmejo vsako vabilo na prehranjevanje. In če jo pri tem srečajo človeka, so potem posledice pa lahko slabe. In to, da bo medved pojedel človeka, se ne bi zgodilo prvič. V sili hudič še muhe žre, medved je vse jed. Da se nam zgodi, da bomo imeli tudi take situacije, če bomo šli po tej poti, po kateri smo začeli hoditi na pritisk aktivistov. Veste, mene moti ena stvar, aktivisti vedno vse vedo bolje, kot vedo strokovnjaki, vedo bolje, kot vedo politiki in vedo bolje, kot vedo lovci, ki se s tem ukvarjajo praktično že stoletja.
kar je meni padlo v oči, se mi zdi, da nekako usmerjate ostre puščice drug od drugega. Zanje ste vi koristoljubni lovci, češ da so trofeje kar zaslužne, da lahko zaslužite za odstreljenega medveda več tisoč evrov. To je metoda slovenskega političnega kulturnega boja. Vi pravite, da ne gre za naravovarstvenike, ampak aktiviste. Ja, pa zdaj, če se že streljamo s puščicami, kako bi pa aktivisti odgovorili na to, da je bil medved v 80-ih letih na Slovenskem pred izumrtjem in smo ga lovci sami zaščitili brez podpore politike. Sami smo izvedli mednarodno podprto raziskavo, ugotovili, da število medvedov pada in medveda kar nekaj let nismo lovili. In smo mu omogočili preživetje. In takrat nismo imeli podpore države. Še celo več, imeli smo nasprotovanje države, ki je ščitila kmete, živinorejo in ni želela, da bi lovci medveda zaščitili. Ker takrat ti naravovarstveniki niso bili tako glasni in je politika se bolj nagibala k temu, da zaščiti pridelovalce hrane, kot pa medveda. Lovci smo šli v boj proti javnemu mnenju in smo medveda zaščitili. In dan današnji se pojavljajo pa aktivisti, ki jih tedaj nikjer ni bilo. Ni jih bilo pa zaradi tega, ker to ni bilo donosno. Aktivizem je donosen. Aktivizem v bistvu predpostavlja udoben sedež, računalnik in povezavo z internetom. Kmetje temu pravijo, solite na pameti šestega nadstropja v Ljubljani. Tako je. Ti ljudje, jaz jim ne očitam, da oni iz tega vsi kujejo materialne dobičke, nekateri pa jih, gotovo. Zaradi tega, ker dobivajo podporo raznih organizacij in tudi države kot nevladne organizacije. Kujejo pa moralne dobičke. Postavljajo se za razsodnike v zadevah, kjer niti niso seznanjeni s tem, kako se stvari v resnici v naravi dogajajo. Lovcem očitajo, da nam je samo za trofeje, pa če bi nam bilo samo za trofeje, bi v bistvu mi pritiskali na ministrstvo, da bi odstreljevali samo velike medvede. In temu ni tako. Veste, lovci skrbimo za to, ne samo za medveda. Aktivisti skrbijo samo za eno vrsto. Zdaj imamo zaščitnike medvedov, jutri se bodo pojavili zaščitniki srn, pojutrišnjem bodo zaščitniki česa drugega, imamo društvo opazovalcev ptic, pa so nam vrane v bistvu skoraj že iztrebile vse golobe v Ljubljani, pa so nam vrane iztrebile skoraj vse ptice pevke, ampak skupna značilnost teh aktivističnih skupin je, da znajo vse dobro opisati in znajo vsakemu pokazati na njegovo napako, nimajo pa niti orodij, niti volje, da bi kaj spremenili. Če bomo zdaj hoteli stalež vran zmanjšati, bodo to morali storiti lovci. Ampak društvo za opazovanje ptic o tem bolje ve kot mi. In nas omejujejo pri tem, kar mi počnemo. In zopet govorimo pa o aktivistih, ki so si vzeli za svoj cilj zaščito medvedov pred nami, ki smo jih ščitili dolgo pred njimi. Lovci ne ščitimo samo medveda, lovci ščitimo ravnovesje v naravi. Treba se zavedati, da medved vpliva na druge populacije. Vpliva na volka. Vpliva na divje prašiče. In tudi obratno velja. Ko imaš v gozdu naenkrat preveliko število ust in premajhno količino hrane, se nekaj zgodi. Zmagajo močnejši. Tisti, ki so šibkejši, izginejo. In tega mi lovci ne želimo. Lahko se zgodi pa tudi tretja stvar. Marsikatera vrsta se v zadnjih desetletjih urbanizira. Divji prašiči nam rijejo po Berlinu, po parkih. To se lahko vidi na internetu. Tudi pri nas se vrste urbanizirajo. Ni več redkost, da v Italiji divji prašiči zaidejo v mondena naselja na jadranski obali in korakajo med turisti na plaži, pa tudi prevračajo mize v gostinskih lokalih. Neodgovorno vedenje, nevzdrževanje ravnovesja med vrstami povzroči to, da se marsikaj spremeni. Da divje živali spremenijo svoje življenjske navade in začnejo udirati v prebivališče ljudi. In takrat jim sledijo tudi zveri. In če bomo dovolili, da nam hrana za zveri hodi po vrtovih in po mestnih parkih, bodo zveri prišle po to hrano k nam. Torej, če razčistiva odločitev o odstrelu 206 medvedov, je sprejeta kako? Je strokovna? Težko premije politično zdaj temu porekati.
strokovna in usklajena. Usklajena je med politiko, med stroko, med izvajalci, lovci in tudi med javnostjo. Javnost je to že sprejela. In pripadniki Alpe Adria Green in ostali so tudi sodelovali v teh pogovorih. Zdaj so se spomnili, da oporekajo znanstvenim metodam štetja medvedov. Medtem ko pa je ravno ta znanstvena metoda štetja medvedov je prinesla slovenskim znanstvenikom velika priznanja v tujini. Ampak iz nevladnih organizacij zdaj prihaja očitek, da bi lahko pobili tretjino populacije. To se sliši veliko. Če ne verjamejo našemu štetju, kakšno štetje so pa oni opravili? In mi pravimo, da je konzervativna, zelo konzervativna ocena, da imamo 600 do 800 medvedov. Tisto, kar lahko dokažemo. Oni niso dokazali ničesar. In trdijo, da je številka prevelika. Pravijo, da ne verjamejo preštetemu številu in pravijo, da je zdaj pa to kar tretjina populacije. Ker vzamejo najmanjšo možno verjetnost, najmanjšo možno številko, ki jo po verjetnosti napake lahko upoštevamo. To je 600 do 1000 in smo rekli, da smo na 800, smo na sredini. In zdaj najprej ne verjamejo štetju, potem vzame, ker je štetje pa res dejansko bilo zelo konzervativno. Pa se vsak človek pri zdravi pameti ve, da nismo mogli prešteti prav vsakega medveda, od vsakega medvedka iztrebke najti. To, kar smo našli, je pa to. So v lažji poziciji, njim ni treba dokazati ničesar. Dovolj je, da ne verjamejo temu, kar smo mi dokazali in trdijo svojo. Veste, jaz se z njimi ne želim spopadati, ampak na koncu pa moram reči bob, ker smo lovci vedno označeni za krvoloke, da nam je za trofeje in bla, 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 bla. Na koncu pa ljudje zaradi tega umirajo. Ta dva primera zdaj kažeta na to, da je lahko jutri kar vsak, ki živi na periferiji, je lahko žrtev tega. Potem se pojavijo pa še tako cinične izjave. Ljudje so si sami krivi, rinejo v naravo, gradijo si bivališča v gozdu. Ja, to je sicer res, ampak samo delno. Tudi če ljudje rinejo v naravo in imajo bivališča v idiličnem okolju, na podeželju, če vzdržujemo populacije na neki normalni ravni, se te živali ne bodo bližale ljudem, ker nimajo potrebe, ker jih nihče ne preganja iz njihovih stanišč, ker imajo tam dovolj hrane, ker je genetski bazen za nadaljevanje vrste zadosten in potem je to neko ravnovesje, v katerem lahko vsi srečno živimo. Ljudje, ki uživajo v naravi in živali. Ampak, ko pa povzročiš prenaseljenost, nekje mora početi, nekdo se mora umakniti. Ko govorijo o populaciji medveda, kaj je zdaj normalno, kaj je preveč, kaj je premalo? Ko govorijo o številu medvedov, tistem idealnem. Ja, ocena znanstvenikov je, da je v pomladanskem štetju, se pravi takrat, ko preštejemo še novorojene mladiče, ta številka 800. To ob obstoječem stanju števila ostalih zveri in vsejedov in prehranski kapaciteti naših gozdov, to je še vzdržna številka. Tako pravijo znanstveniki in jaz tim verjamem. Slišal sem, da je bilo po osamosvojitvi okrog 300 medvedov. Ja, in takrat smo jih lovci zaščitili. Mi smo jih takrat ves čas ščitili, tudi pred javnostjo. Tudi takrat, ko je šlo za napade, smo razlagali ljudem, kako se zaščititi pred tem, da te medved sploh napade, kako se izogniti situaciji, da te medved napade. In to počnemo tudi sedaj. Mi nasprotujemo temu, da bi zdaj šli v eno tako akcijo tipa velesil, ko neka država nekaj zagreši, pa jo potem zbombardiramo. Veste, zdaj ljudje pričakujejo, da bomo lovci kar vsi družno puške na rame in da bomo krenili tja nad Škofljico in da bomo tam vse te medvede zradirali. Pa kaj bi s tem povzročili? Povzročili bi to, da medvedje, ki tam so in so miroljubni, se premaknili v drugi revir in tam delali konkurenco onim drugim, ki jih je tudi tam že preveč. S tem bi povzročili v bistvu dvojno koncentracijo, še večje težave in še več verjetnosti napadov. Populacije na medvedu ne moreš regulirati ad hoc. To je proces spremljanja, štetja in sprotnega odvzemanja primerkov. Če lovci lovimo medveda med oktobrom in aprilom in če ga lovimo sprež, to počnemo varno zase. To počnemo v pogojih, ko vegetacija ni bujna,
ko se medveda vidi, ko se lahko oceni njegovo vedenje, starost, njegovo zdravstveno stanje. Veste, mi lovci znamo oceniti medveda pred zimo, če je to uspešen primer, če ima dovolj tolšče, če bo preživel. Nekateri medvedje, ki so genetsko slabši ali bolni ali poškodovani, je prvi znak, da pred zimo nimajo dovolj tolšče in se bodo celotno zimo prisiljeni gibati in iskati hrano. In to so konfliktni primeri in take mi izvzamemo. Če se pa zgodi tak incident in potem moramo na silo, po sili razmer, nekega medveda odstreliti, je pa to zelo tvegano. Zdajle v teh pogojih, ko je vse zeleno in medvedke se skrivajo v podrasti, v goščavi s temi mladiči, je medvedki treba približati na zelo majhno razdaljo in jo ustreliti. To je življenjsko tvegano. Ja. To ni kar samo po sebi, to niso videoigrce. Da pa zdaj razčistiti, če konkretno nekaj vprašanj, ki verjetno ljudi zanimajo. Ko se začne odstrel, medvedi, ki so bili agresivni in so napadli človeka, so ti absolutno na listi ali ne? Niso samo oni na listi. Na listi so tisti medvedje, ki so seveda primarni. Za te lovci moramo poskrbeti. Če ne, bo prišlo do naslednjih napadov. Kajti morda je bil napad samo na ključje? Ja, naključja se ponavljajo. Gre pa tudi za to, da je medved učljiva zver, da je po domače povedano brihten. Ko se enkrat soočiš s človekom in ga napade in pri tem sam ne utrpi poškodb in bolečine, potem ve, da to za njega ni več tako nevaren cilj. In tudi volkovi, ko enkrat napadajo čredo v obori, vedo, da je tam poceni hrana in da ni treba tekati kilometre daleč z jelenom, ampak se samo sprehodijo do prvega pašnika in odslej so vedno tam. Ko se medved enkrat nauči, da lahko nekaznovano vstopa v človeška bivališča, potem je to njegov vedenjski vzorc in ta mati medvedka bo to naučila tudi svoje potomstvo. Zato, nažalost, ljudje ne razumejo, da bližanje divjim živalim pomeni obsodbo na smrt za te živali. Ko se divjad enkrat nauči biti prisotna in sobivati s človekom in biti v interakciji s človekom, ni nujno, da bo ta interakcija vedno prijateljska. In s tem ljudje pravzaprav žival obsodijo na smrt. Napada 2. Kako je do njiju prišlo? Zakaj? No, prav vsi podatki niso znani. Najprej ta oškodovanka, ko je bila poškodovana od medveda ali medvedke, tudi tega ne vemo čisto zanesljivo, je se uspela prebiti do doma. Tam se je pogovorila z svojo materjo. Oškodovanka je stara 58 let. Hudo je poškodovana, ne? Hudo je poškodovana, mama je še starejša in informacije, ki jih imamo, so iz tiste, kar smo jih pač dobili od mame. Policija seveda ne govori zaradi zaščite osebnih podatkov. Lovci na terenu mogoče vedo kaj več, ampak teh podatkov mislim, da niti ni potrebno javnosti razlagati. Je pa, da je bila gospa v bližini ali vsaj v spremstvu psa, da se nekaj najprej dogajalo s psom, potem pa z gospo. Formula za težave z medvedom je, da se sprehajate v tem času, ravno zdaj, ko bo začelo jagodiče roditi in ko medvedke intenzivno iščejo hrano z mladiči. Formula za napad je, peljite se boj psa, spustite ga, pes bo razjaril medveda, mogoče celo ugriznil mladiča, samica bo odreagirala samo zaščitno, prišla bo za psom in obračunala z obema, z lastnikom in s psom. Toliko zdaj vemo o tem nesrečnem dogodku. Gospa je seveda v težkem stanju in lovci zagotovo obžalujemo, da se je to zgodilo. Ni pa primerno, da bi zdaj kar vsi s prstom kazali na to gospo. Res ni primerno. Če bi oblast želela, da bi ljudje bili urbanizirani, ne bi rinili v naravo in ne bi zidali po naravi, bi to rešila z zakonodajo. Pa človek je z naravo sobival tisočletja. Človek je z naravo bil tisočletja, sobival je tisočletja, ampak v teh tisočletjih je človek tudi vedel, kdo je gospodar gozda. Veste, še ne tako dolgo nazaj, tam okrog 2. svetovne vojne, so ljudje vedeli, da ko gredo drvariti, da je velika možnost, da se ne bojo vrnili domov, ker tam bi bil medved. Mi smo ustvarili neko lažno zavest, da smo popolnoma varni,
da je nekdo mora poskrbeti za to, da smo mi varni, da je nekdo kriv, če se nam kaj zgodi. Pa sej to, če se giblješ v območju medveda, kjer so že table območje medveda, bi vsak človek moral razmisliti, a je pametno, da se v tem času odpravljaš v goščavo, a je pametno, da spustiš psa. A ne? Ampak zdaj vsi postavljajo vprašanja. Brez psa si bolj varen, čeprav razumem. Ne, če je pes na vrveci in pri tebi, če si glasen, če se namažeš s kakšnim parfumom, ki ga medved lahko zavoha kilometre daleč, se te bo izognil. Imate kakšen nasvet, kako se človek, če se znajde v stiku z medvedom, če mu prekriža pot po nesreči, sploh lahko brani? Če sem malo šalil, je to vprašanje, kaj narediš, če ti nasproti pride neznanec. Če je ta neznanec otrok z Lizi, ko ga pozdraviš dober dan, če je ta neznanec, ki pride tisti iz filma z motorko pa z masko, je zgodba drugačna. Veste, ko mi srečamo medveda, vsi delijo neke pametne nasvete, ampak ko mi srečamo medveda, ne vemo, kje je ta medved prej bil in kaj je počel. Če gre za medveda, ki se je boril za teritorij in ga večji medved pregnal, pa je šel drugam, pa ga je še večji medved tudi od tam pregnal, pa je prišel potem do nas, ta medved išče svoj prostor pod soncem. In mi tega ne vemo. In mi ne vemo, v kakšnem razpoloženju je. In če je po domače povedano jih fasal ravno kar od večjega brata, smo pa mi malo šibkejši nasprotnik in mi ga pa z tega prostora pa ne bomo odgnali. To je njegovo razmišljanje. In takrat smo mi nastradali. Takrat bo on nam povedal, kdo je tam gospodar. Ravno tako je z medvedko z mladiči. Velikokrat sem srečal medvedke z mladiči. Bil sem zelo blizu in opažen in ni se zgodilo nič. Nedvomno pa lahko kdaj v prihodnosti tako srečanje klavrno konča tudi mojo usodo, ker se pač gibljem v gozdu, ker sem lovec. Puška takrat ne pomaga, če je prevelika bližina, nastradaš, če je medvedka ogrožena in če se čuti ogroženo, bo napadla. Vse te formule, ki jih dajemo ljudem, kaj storiti, ko se že enkrat soočiš z medvedom, jaz bi rekel takole, čim bolj tiho, po najkrajši poti v rikvercu, ko je pa možno za tim, ko medveda več ne vidiš, takrat pa se obrneš in z največjo možno hitrostjo stran. Medvedje niso tako kot delfini, ki se radi igrajo z ljudmi in so absolutno nenevarni. Medved ima dve emociji, potrebo po hrani in potrebo po razmnoževanju. Vse, kar je med njim in med zadovoljevanjem teh potreb, no pa recimo še potrebo po svojem prostoru, kjer ščiti možnost za razmnoževanje in možnost za prehranjevanje, če to damo v en ovoj. Kdorkoli se znajde med medvedom in zadovoljevanjem te njegove potrebe, je v nevarnosti. Nesmiselno je zdaj ljudem razlagati, kam gledati, kako. Če sta enkrat z medvedom iz oči v oči, je situacija odvisna samo od medveda, ne od nas. Lahko se odloči, da bo napadel, lahko se odloči, da ne bo napadel. Naše je čim manj hrupa, čim manj strašenja, čim bolj potiho in vzvratno in čim prej stran. Kot sem rekel, ne vemo, v kakšnem razpoloženju je medved, ki ga srečamo. Kakšni so razlogi za tisti drugi napad, o katerem se zdaj govori? No, ta napad je zdaj prišel na dan potem, ko smo zvedeli že za prvega hujšega, ba je, da se je dogajalo kakšno uro prej, nekje blizu, to pa vemo, ker je očividec odnesel bolje, kot je odnesla poškodovanka. On naj bi bil tudi popraskan, bila je medvedka z 2 mladiči in tudi on je bil s psom. Kako medved napade? Pravite, človek težko, če je napaden, konča. 60-kilogramski medved je dovolj močan, da najmočnejšega med nami. Ampak skoraj vedno utrpijo ljudje poškodbe na obrazu. Zakaj? Zaradi tega, ker medved v bistvu že tako ko lovi, napada na ta način. Nekatere zveri napadajo v tilnik, druge za vrat. Medved žrtev podre in ker mi takrat vreščimo in dihamo in gledamo vanj, je to cilj, ki ga on vidi in ugrizne. Zmotno je misliti, da medved naredi največjo škodo z ugrizom. Medved ima izjemno močne šape, predne. Udarc s tako šapo človeka dobesedno lahko razreže. Odpremo lahko prsni koš, odpremo lahko lobanjo, če ne drugega zaluča ga daleč po tleh. Videl sem osebno, kako je medved šapo precej velikega psa
udaril in mu je prizadel hude telesne poškodbe in je tega psa odneslo kar nekaj metrov stran po zraku. Medved v nasprotju s tem, ker mi učimo otroke, da je to neroda, ki taca, brunda, gunda. Ne. Medved je izjemno hitra žival. Ne glede na to, da jeseni nabere veliko zalogo tolšče in zgleda zelo tako neroden, neokreten. Ko se ta medved požene v dir, je izjemno hiter, zelo hitro se tudi obrača. Če kdo misli, da mu bo takrat, ko medved napade, pobegnil, da se bo skril za drevo, splezal na drevo, nikakor ne. Medved je izjemno hitra žival. Ima zelo dobro razvit sluh. Če nas sliši, se bo umaknil. Ima zelo dobro razvit voh. Če uporabljamo vonjave, ki so nenaravne, nam človeku pa ljudem všeč in jih bo medved zaznal nadaleč, se bo tudi umaknil, ne bo šel, ne bo rinil v to, kar je neznano, je za njega nevarno. Če pa medveda presenetimo, in to se zgodi samici, ki se hrani in gleda za mladiči, v tistem trenutku smo pa v težavah. V težavah tudi, če po nesreči prekrižamo pot med samico in medvedkom, ne? To je pa situacija, kjer odreagiramo tudi ljudje, ne samo medvedje. Če se postaviš med mater in otroka, med očeta in otroka, so že pogledi tisti, ki pravijo, umakni se, če ne bo nekaj hudega. Zdaj, okoljevarstveniki, vi jim pravite aktivisti, predlagajo alternativne možne scenarije upravljanja s populacijo medvedov, ne? A je kastracija, o kateri se zdaj govori, možna alternativna rešitev? Kastracija medvedov, torej, da bi s kastracijo ustavili razmnoževanje, s čimer ne bi takoj zmanjšali števila populacije, ampak razmnoževanje, ne? A veste, ko pomislim, da sem že v življenju vse videl in vse slišal, me vedno preseneti še kakšna večja norost. Glejte, ljudje kastrirajo domače živali že kar dolgo časa. In kaj se potem zgodi s to kastrirano živaljo? Njena telesna masa zraste. Kastrirani prašiči, kastrirani biki so potem volovi, ogromne živali, ki ogromno pojedo, so zelo močne, vedenjski vzorci se jim pa spremenijo. A si vi predstavljate enega medveda, ki bi v naravi dosegel kakšnih 350-400 kg, pa takih imamo kar nekaj? A si ga predstavljate, da bi ga kastrirali? Kolikšna je bila njegova telesna masa? Če bi bila za 30% večja. Kakšna Godzilla bi to bila? Ampak kaj je manj agresiven, če je kastriran? Zagotovo se mu vedenje ne bo spremenilo do te mere, da bi druge medvede pustil, da bi z njim uživali ob prehrani, ker so njegove prehranske potrebe pol večje. Okupiral bi še večji prostor, boril se bi z ostalimi medvedi za ta prostor in pravzaprav bi še večje število medvedov zrinil bliže ljudem. To bi bil pa res ukrep. Na ta bi bili pa lahko ponosni. Ker, veste, razmišljati tako, da ohraniš posamezni osebek s tem, da mu vzameš razmnoževalne sposobnosti, pa ga pol ne rabiš ubiti, to je sicer lepo. Se mi zdi pa, se ni problem v tem, da bi medvedu želeli slabo. Ne želimo mu slabo. Ampak s tem, da bi ohranili take primerke, bi še zmanjšali prehranske zaloge. In potem bi morali ubiti več tistih drugih manjših. Kaj pa očitek, da odstrel pomeni kršitev slovenske in evropske zakonodaje na področju ohranjanja narave? Dajte no. Mislim, da ta je pa tudi za lase privlečen. Kako pa drugače ohranjaš naravo? Kako? Če, govorim hipotetično, pustimo zveri čisto primeru, nam bodo nekatere druge živali v celoti izumrle v zelo kratkem času. Mi imamo zdaj situacijo, da iz zahodne Slovenije, jugozahodne Slovenije, že proti notranjosti, že na Notranjskem, imamo točno število šakalov, da je srnjad praktično izginila. Če smo pravi naravovarstveniki, bomo pustili naravi prosti tok. Pustili bomo šakala, da se bo razmnožil po celotni Sloveniji, potolku vse, kar je srnjadi in male divjadi. No, takrat se bomo začeli pa spraševati, kaj bo jedli volkovi, risi pa medvedi. Gospod Kovšca, pred leti, spominjam se, mislim, da je bilo poleti 2019, skoraj ni minil dan spomladi in poleti, ko nismo mediji poročali o napadih zveri, ne samo medvedov, ampak tudi volkov,
na drobnico, na druge domače živali, ne, na blokah. Ne. Videli smo prizore pogriženih ovac, pogriženih bikov, krav. Skratka, o tem se zdaj ne poroča. Če medved napada človeka, zakaj ni teh napadov na domače živali? Dva vzroka sta. En je čisto očiten, da so mnogi prenehali z rejo drobnice. Pa se o tem ne govori veliko. Zakaj? Zaradi tega, ker pač smo zavezani evropskim konvencijam in ščitimo zveri. In tudi lovci bi radi ohranili zveri v nekem zmernem številu. Mnogi so nehali s to dejavnostjo, ker tu ne vidijo perspektive. Veste, če nekemu kmetu volkovi razdejajo čredo drobnice in mu mi povrnemo nek denar, to ni realno poplačilo, ker ljudje delajo selekcijo med živalmi. Ampak zlobne komentarje smo pa takrat slišali, ne, zlasti iz leve politike, da so v bistvu sami nastavljali živali, ker so češ dobili odškodnino za te živali. No, z te strani smo slišali še marsikeja, ne. Ampak jaz mislim, da temu ni tako. Kmet želi kmetovati. Kmet želi pobrati svoj pridelek in ohraniti svojo živino. Imamo pa lovce na subvencije, ki živijo od tega, da kvazi obdelujejo, zasejo, nikoli ne požanjejo, ampak na novo zaorjejo. Ti imajo v zakupu velike površine. Ti so mogoče bili tisti, ki so podtikali stare živali. Kmet, ki pa resnično kmetuje in je odvisen od svojega pridelka in odvisen tudi od pridelave mesa, ta tega nikoli ne bo počel, ker se računica preprosto ne izide. Računica se ne izide. Ni, to je tako, kot bi sebi zavrtel luknjo v koleno, zato da bi sosedu v mezinc. Ampak takrat je bil večji odstrel, je bil tudi zaradi tega mir. Bil večji odstrel, no, zgodil se pa še nekaj. Jaz predvidevam, da je marsikdo vzel tudi pravico v svoje roke. Divji lov? Seveda, ljudje se znajdejo. Pa si ni puška edino sredstvo, s katerim se lahko pokonča in volka in še kakšno drugo žival. Ko ljudje zaupajo državi in zaupajo lovcem, lahko to počnemo tako, kot se spodobi. Skladno z zakonom, skladno z strokovnimi smernicami. Ko pa ljudje enkrat izgubijo zaupanje v inštitucije, potem posežejo po vseh sredstvih. In verjemite mi, ljudje so zelo kreativni. Znajo to narediti. Mislite, da lahko preprečijo trenutno načrtovan odstrel še okoljevarstveniki oziroma aktivisti, kot jim pravite? To mi v tej državi ne bi presenetilo. Ne bi me presenetilo, ampak jaz pa upam, da bodo oškodovanci pa našli dovolj moči in dovolj podpore, da bodo poiskali svojo pravico na sodišču in da bodo od teh, ki so bili najbolj glasni, izterjali vsaj simbolično odškodnino za to, kar bodo prestali. Ta gospa, ki zdaj leži v kliničnem centru, bo imela trajne posledice. Nikoli več njeno telo ne bo takšno, kot je bilo. Spomnite se tistega možakarja, tistega gozdarja iz Cerknice, njegovega iznakaženega obraza, njegovega trpljenja, njegovega duševnega trpljenja. Danes zjutraj se zbudiš, pogledaš v ogledalo in si ti. In po napadu medveda se vsak dan zbujaš in v ogledalu vidiš nakazo. Greš na morje in ti je nerodno, da si v kopalkah, ker ljudje gledajo, kaj je za božjo voljo se je s tem človekom zgodilo. In za ženske je to še bolj občutljiva stvar. In ko mi nekdo začne prodajati kvazi naravovarstveni pristop s tem, da ogrožamo ljudi na takšen način, tega preprosto ne morem poželiti. Veste, mi lovci tudi nosimo del krivde. Če bi bili bolj glasni, če bi bili bolj vztrajni, če bi si bolj upali soočati s temi aktivisti, bi bilo število medvedov verjetno manjše. Pa nismo bili, nismo si upali. Pustili smo tako, kot državljani pustijo, da psi lajejo, karavana gre dalje, država se ruši. In naša naloga je, da bomo v prihodnje bolj glasni. Jaz vem, da bom požel velik bes teh aktivistov. Ampak na eni strani je njihova jeza do mene, njihove žaljivke, da širim sovražni govor proti živalim, na drugi strani je pa moje zavedanje, da nekdo tam jutri, mogoče kakšen otrok, bo pa raztrgan, pa bodo ti isti aktivisti takrat tiho poniknili tudi na soočenja, jih ne bo, ko bodo vabljeni na okrogle mize. Zakaj?
na sodišču ne bojo odgovarjali, ker oni niso formalno odgovorni, formalno odgovorna je pa vlada. Na vlado pa pritiskajo na tak način, da more poklekniti in jim prisluhniti. No, mogoče bi bilo pa prav, da pritiskamo tudi mi, lovci, kmetje in ostali uporabniki prostora. Bova s to mislijo zaključila, naj samo povem, da smo seveda vabili v studio danes tudi predstavnike društva Anima, potrdili so prisotnost, pa potem zaradi bolniške odsotnosti zadnji hip odpovedali. Gospod Kovšca, hvala, ker ste bili gost na Domovini. Bilo mi v veselje, vedno se rad pogovarjam z vami. Nekateri bojo rekli, da sem dostikrat provokativen, ampak na koncu koncev, če se šteješ, kaj v življenju šteje. Ali je to, da izrečeš resnico in trpiš posledice, ali to, da si všečen in se skriješ, jaz mislim, da je to prvo boljše. Hvala. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost in se vidimo prihodnji teden.